Dož direkt. Spoštovano občestvo, lep pozdrav. Nahajamo se v Črni na Koroškem in sicer je 26.10.11 po kristjanskem koledarju 2011. Predračunava, ni problema, ne moti videa. In dejansko, sedaj ko se je oglasil GPS, se lahko naveže ta video na tole. Veliki Modrijani se izrazijo, da je človeštvo, se pravi potem tudi slovenstvo, izgubilo kompas. Ja, to je na nek način res. Ampak, ker smo v dobi sodobne digitalne tehnologije, se lahko klasični kompas nadomesti z GPS napravo, ki vsebuje digitalni kompas. Treba se razvijati skladno z civilizacijskimi dosežki, tako na kulturnem kot na tehnološkem področju. In sam sem Črno na Koroškem nazadnje obiskal 14. novembra 2006 in se sedaj torej po nekaj manj kot 5 letih vrnil. Kraj je lep, bi lahko za ustrezno mentaliteto ljudi bil turistično zelo privlačen, bi se dejansko lahko s turizmom razvijal stran od samo nekega industrijskega kraja. In kaj želim povedati je to, da prijatelj sedaj je stišal tega našega Garmina, dobro. No in da se vrnem nazaj, pogosto se črna barva uporablja kot nek sinonim za nekaj slabega, črni mož in tako naprej, kdo se boji črnega moža. Dejansko je pa zelo nepošteno do samega sveta črno barvo avtomatsko konotirati kot simbol za nekaj slabega. To ni res, ker asociacija tudi na vesolje je črna. Vesolje oziroma vesoljne pojave in elementa vesolja, kot so zvezde, planeti in sonce, ki je tudi zvezda, vidimo takrat, ko je temno. In glede na to, da se zelo pogosto tudi govori poleg izgube kompasa o tem, da se je treba prebuditi, je s Črno na Koroškem zelo zanimiva navezava s kraljem Matjažem, ki tudi spi. In dejansko bi res slovenstvo potrebovalo nekega plemenitega kralja in lahko se ta kralj Matjaž vsaj v naših idejnih svetovih prebudi in na ta način narod prične pridobivati tisto ustrezno držo, ki jo potrebuje. Stran od bolestnih nacionalizmov, stran od potlačevanja in stran od kulture, ki se v teh preteklih nekaj letih razvija, tudi skladno s tem razvojem neoliberalnega kapitalizma, ki je kar intenziven odmik od tiste kulture, ki so jo ljudje poznali v socializmu. Tako da sporočilo tokratnega potovanja v Črno med ostalimi bistvenimi in pomembnimi sporočili je tudi tole, da se je treba naučiti pravilno dojemati pojave okrog sebe, ne kar nečemu pripisovati škodljivega pomena, ker se pač tako imenuje, in se zavedati, da je tista igra, kdo se boji črnega moža, nekaj, kar se igra človek v vrtcu, da je to zgolj zabava, kajti če se bomo medsebojno bali in ne sodelovali, zagotovo ne bo izhoda iz situacije, v kateri se človeštvo nahaja, ampak bo padec oziroma zdrs še globlje. Zato je treba dojeti, da sistem deluje takrat, ko se sodeluje, in stran od bolestnega individualizma in nacionalizma k pristnemu in plemenitemu ter seveda plodnemu sodelovanju. In črna barva naj ne bo asociacija na črnega moža, na tistega, ki se ga je treba bati izogibati, ampak naj bo asociacija na vesolje. Vesolje pa vemo, da je tisto, kaj so nekoč nazaj poimenovali tudi Bog.
Ni se treba ozirati po nekem Bogu in se ga bati, ampak je treba vedeti, da živimo v vesolju in da je vesolje tisto, po čemer se lahko zgledujemo, ker tam zadeve delujejo tako, kot morajo, in ko bomo znali to energijo prenesti v dejanja na zemlji, takrat bomo živeli v družbi blaginje in blagostanja. Govoril sem Hawk.